Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v 45. oddaji Aktualno na GFML. Tudi danes vam bomo predstavili pretekle novičke na naši gimnaziji in pa seveda pestro dogajanje ob koncu šolskega leta, kulturni maraton. Tudi letošnje šolsko leto na GFML zaključujemo s kulturnim maratonom, ki ga je tokrat žal zaznamovalo slabo vreme. Ravno torkove popoldanske nevihte so onemogočile tradicionalni piknik in načrtovani koncert, je bil pa zato popoldan toliko bolj obarvan s paleto različnih delavnic. Tako smo se dijaki sproščali na jogi in pilatesu, razgibavali na plesu, dvigovali adrenalin pri boksu, glasbeno in likovno ustvarjali, snemali video v nemškem jeziku, kuhali, pekli, kartali in še veliko drugega. Sem Nacho, prihajam iz Španije. Jaz sem prostovoljec. Pues estamos ayudando a la profesora de español para desarrollar el taller de español con nativos y ahora las alumnas estaban preparando una presentación para enseñarnos sobre el instituto y ahora después haremos nosotros una pequeña presentación del castellano. V sredo, ki je uradno zadnji dan pouka, pa smo pripravili slovenski zaključek in sicer smo na slavnostni akademiji podelili priznanja najboljšim dijakom. Častna gostja je bila tokrat bivša europoslanka Romana Jordan. Vem, da ste mladi zelo obremenjeni, saj ste poleg rednih šolskih obveznosti vključeni še v številne neobvezne projekte v šoli in izven nje. Zato vam želim, da si vzamete čas resnično samo zase ter si oddahnete. A zagotovo ste takšni med vami, ki vas množica zanimanj vznemirja. Toliko zanimivih stvari vidite okrog sebe in se ne morete odločiti, kaj vas bolj in kaj manj pritegne. Malo je namreč srečnežev, ki že od malih nog vedo, kaj bi počeli v poklicnem življenju. A naj vas ne skrbi. Pehar sreče na osebo se ne deli glede na število zanimanj. Četudi se boste v vašem poklicnem življenju razvijali preko več področij in odgovornosti, se na posameznih delih poti nekoliko iskali, kdaj malo zašli, je vse to nihanje okrog vašega bistva, okrog lastnega jaza. Pestrost ne duši, temveč poživlja. Zato le pogumno na poti iskanja. Sam kulturni program smo popestrili s pregledom dejavnosti skozi celo šolsko leto, nekaj spodbudnih besed pa so nam namenili tudi številni povabljeni gostje. Sva Vojka in Anja in pripravili sva pregled šolskega leta 2014-2015. Še enega leta, ki je bilo za gimnazijo Franca Miklošiča zelo uspešno. Vendar to na tej šoli niti ni tako enostavno. Kje pravzaprav začeti? Na začetku. Torej, september 2014. Še prav se nismo poslovili od prejšnjega šolskega leta, smo že zakorakali v novo. Maturantje so veselo čofotali v Jonskem morju, dijaki ostalih letnikov pa smo pridno pričeli s poukom. Čeprav je september še bolj zaspani mesec, namenjen druženju ter spoznavanju, in mesec, ko smo vsi še bolj ali manj na počitnicah, sta zato oktober in november že prav pestra. Zlate maturante je na Brdu sprejel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, v Ljutomeru smo dirkali s kasači in dobro je, da smo že na samem začetku leta opravili preizkušnjo varnostno-obrambne pripravljenosti, tudi pred cveki. No, tokrat smo jo kot že velikokrat uspešno prestali. Sledila je pestra izzivalna umetniška okupacija Ljutomera s performansom, s katerim smo upozorili na težave nas, mladih. Začela so se šolska tekmovanja, katerih se pridno in množično udeležujemo, in izvedli smo projekt Danska od blizu, kjer so nekateri dijaki v okviru slovensko-danskega prijateljstva lahko res od blizu spoznali to prekrasno deželo in njene prebivalce. Nato smo s projektnim dnevom in svečano akademijo obeležili 110 let rojstva Edvarda Kocbeka, konec oktobra pa se ukitili še s Krkinimi nagradami, ki smo jih za svoje raziskovalno delo prejeli pri biologiji. V nadaljevanju smo utrjevali svoje znanje nemščine in se pripravljeni na izpite na že 4. DSD taboru, tokrat v Kranjski Gori. V teh mesecih so nas obiskali in delili z nami svoje izkušnje atašejka z francoskega inštituta, prostovoljki, ki delajo in pomagajo v Afriki, ter mladi pisatelj Vanja Ostrc.
Začeli smo s celoletnim projektom Znanost ima mlade, v okviru katerega so nas obiskali danes uspešni bivši GFML-jevci, ki so z nami delili svoje izkušnje, in to so bili med drugimi slovenska vinska kraljica, Bloudkov nagrajenec profesor Tone Ficko ter doktorica znanosti profesorica Saša Vrbnjak. Razveselili pa smo se tudi obiskov številnih drugih gostov, med katerimi velja izpostaviti europoslanca Igorja Šoltesa, poslanca Matjaža Hanška ter doktorja Lasla Gönca, pisatelja Toneta Pršaka. V okviru OIV tedna pa smo pričeli še športno ekipo Slovenske vojske, v kateri je tudi Primož Kozmus. Dijaki predšolske vzgoje so že pridno svoje znanje in sposobnosti za bodoči poklic urili ob obiskih vrtičarjev, prvi letniki so se socializirali, potem pa smo že pred skokom prve počitnice naredili še enega v Španijo, drugega v Salzburg, München in Berlin. Mega! Velika projekta Investiga in ICE 2014 sta nas letos popeljala v Madrid in v Estonijo. Prvi je mladinsko-znanstveno-raziskovalni kongres, kjer smo se predstavili s svojimi naravoslovnimi idejami, drugi je mednarodni projekt, ki ga podpira Evropska unija in združuje mlade iz 10 držav. Novembra so se začeli debatni turnirji, na katerih ne manjka zmeraj uspešni ekip GFML-ja. Svetovno debatno prvenstvo je letos potekalo na Tajskem v Bangkoku in tudi tam Slovenci, glede na okoliščine, neverjetno uspešno konkuriramo vsem drugim narodom. Seveda pa niso počivali niti naši športniki, to leto jim je vsekakor lahko v ponos. Srednješolsko pomursko prvenstvo v odbojki nam je po 14 letih prineslo naziv pomurski prvakin, zasedli smo prva mesta na področnem tekmovanju v rokometu, na pomurskem prvenstvu v košarki ter bili nepremagljivi na srednješolskem prvenstvu v velikem nogometu, odlikujejo nas velike uvrstitve na prvenstvu v badmintonu, streljanju z zračno puško ter plavanju. Sredi novembra so nas posamezni dijaki zastopali na natečajih ob Evropskem dnevu jezika, s prejetimi srebrnimi priznanji na državnem tekmovanju iz logike ter z izjemnimi rezultati na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike. Že tradicionalno v tem mesecu potekajo Miklošičevi dnevi, v okviru katerih smo pripravili številne dejavnosti. Drugi letniki so spoznavali Dunaj in njegov pomen v slovenski zgodovini, dijaki tretjih letnikov so sodelovali pri ustvarjanju filma o Francu Miklošiču in ob tej priložnosti sta Igraška univerza oziroma Inštitut za slavistiko povabila v prestolnico avstrijske Štajerske. Prvi letniki so opravili tradicionalni pohod do Miklošičeve domačije, na šoli pa so te dni potekali tudi številni projektni dnevi, predavanja ter delavnice. Od 8. do 15. novembra se je v Luksemburgu odvijala že tradicionalna mednarodna konferenca Model Evropskega parlamenta mladi, na kateri je letos sodelovalo 200 srednješolcev iz 32 držav, 3 dijaki so bili naši tretješolci. December so zaznamovali državno prvenstvo v šahu z državnim prvakom, dan odprti vrat na GFML, strokovna ekskurzija dijakov predšolske vzgoje na Dunaj, kjer so si ogledali tudi znamenite mjuzikle, ter njihov stalni projekt Veselo pričakovanje, kjer svoje ustvarjalno delo prikažejo vrtci. Vrhunec meseca pa je vsekakor absolutna zmaga na državnem tekmovanju iz angleščine, kjer je tako imenovani zeleni možicelj kratko malo opravil s celotno konkurenco ter se kasneje okronal še z nazivom mednarodnega prvaka ter se uvrstil med top 30 prikazanih filmov na Student Cutu. GFML Goes Green ali GFML Nailed It. Dogodke prazničnega meseca so dopolnila še prvenstva v rokometu, odbojki in košarki. Preden se staro leto prevesi v novo, pa smo izvedli tudi mednarodno izmenjavo z gimnazijo z Dunaja. Tokrat so nas obiskali dijaki Uršulinske gimnazije, ki so bili potem naši gostitelji v mesecu maju. Novo koledarsko leto se je začelo s popravljanjem ocen za ene in humanitarno za druge, ki so darovali svojo kri na krvodajalski akciji. S svojimi ekoprojekti oziroma raziskovalnimi nalogami smo sodelovali na konferenci PEMURES na temo razvojne politike na področju obnovljivih virov energije, ki se je odvijala v okviru slovensko-avstrijskega projekta za izmenjavo izkušenj in znanj na področju OVE obnovljivih virov energije. Mesec januar so zaznamovali tudi projekt neodvisne filmske produkcije ter številne gledališke predstave in jezikoslovne delavnice. Prvi dnevi februarja so namenjeni kulturi in prav je tako. Dijaki se neutrudno pripravljajo na Prešernovanje, ki ga zaznamuje svobodno odrsko udejstvovanje, kjer se dijaki spomnimo našega Franceta Prešerna, pa tudi vseh ostalih Slovencev, ki so pomembno prispevali k razvoju kulture, jezika in narodne zavesti.
Ob tej priložnosti smo v šolski knjižnici pripravili razstavo del letos preminulega pesniškega velikana Tomaža Šalamuna ter predstavo Naj sonce poljubi dan, s katero smo gostovali tudi po drugih občinah. Mlada talentirana slikarja Filip Kulčar in Barbara Lenarčič pa sta razstavila svoje umetnine, ki smo jih lahko občudovali v predverju Kulturnega doma Ljutomer. Začeli smo tudi s projektom časnika Dnevnik, kjer so se dijaki preizkusili kot medijski kolumnisti oziroma esejisti ter prejeli prvo nagrado podjetja Eurocenter. Zadnje dneve februarja pa smo tekmovali v nemščini in plesali na maturantskih plesih. Ti za maturante napovedujejo finiš, ki mu insiderji pravimo matura. Mesec marec je zaznamoval mednarodni debatni turnir, ki ga že tradicionalno gostimo na naši šoli. Letos je sodelovalo 49 ekip iz 15 držav sveta, naprimer Zanske, Finske, Italije, Libanona, Velike Britanije, ZDA in drugi. Otvoritveni turnir pa je z obiskom počastil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Dijaki so tako imeli možnost splesti prenekatere mednarodne prijateljske vezi in nabrati obilo izkušenj za v bodoče, pouk pa so jim te dni popestrili številni tuji učitelji, ki so se pridružili domačim. So pa mesec marec zaznamovali tudi številni drugi zanimivi projekti, kot so festival Student Cuts, ki je dijakom približal različne žanre in tehnike filma, tekmovali so mladi zgodovinarji, tokrat na temo Rimljani na naši tleh, pomerili smo se na ekokvizom, si ogledali evropsko razstavo o vesolju Space Expo, dogajanje so popestrile tokrat narodne izmenjave in sicer z gimnazijo iz Nove Gorice, dijaki predšolske vzgoje pa so izmenjavali izkušnje s sovrstniki iz Metlike. V Neaplju je potekal mednarodni model Evropskega parlamenta in v slovenski delegaciji je aktivno sodelovala dijakinja 3. letnika Zala Kerec, razpravljala je v odboru za okolje, zdravje in varno prehrano. Žan Hozen je suvereno predsedoval odboru za industrijo, raziskave in energijo. Obe resoluciji, ki sta jo soustvarjala naša dijaka, sta bili na generalni skupščini sprejeti in poslani v Evropski parlament. Konec meseca smo izkoristili izjemno priložnost in se odpeljali v Škofjo Loko na ogled znamenitega škofjeloškega pasijona, za katerega vemo, da se je igrale na vsakih 6 let. In tudi to je bila nepozabna izkušnja, gostili pa smo tudi dijake z gimnazije v Monoštru. Biologi so tekmovali na državnem nivoju in se vrnili s srebrnimi priznanji, na šoli pa so že potekali DSD izpiti, ki vemo prinesejo diplomo za aktivno obvladovanje nemškega jezika. Neverjetne uspehe so želi naši raziskovalci, ki so na regijskem srečanju mladih raziskovalcev Pomurja sodelovali s kar 13 raziskovalnimi nalogami, izbrani dijaki pa so se pomerili tudi v poznavanju španščine ter materinščine na tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Mešani mladinski pevski zbor gimnazije Franca Miklošiča je pripravil svoj prvi koncert in navdušil publiko z dinamičnim repertoarjem. V aprilu se je že tradicionalnim prazničnim prireditvam ter izbirnim ekskurzijam v Rim, kamor potujejo prvi letniki, Prago ter London, kjer se potepajo drugičjaki, pridružili še pisan tobogan, predstava, s katero dijaki predšolske vzgoje nastopijo po vrtcih Pomurja. Na regijskem srečanju lutkovnih skupin smo prišli vsa možji izbor za državno tekmovanje, kar je ponovni dokaz o kvaliteti in dovršenosti naših predstav. Tekmovali pa smo še v nemški debati, v velikem nogometu, geografiji in biologiji. Ker je šolsko leto minevalo v znamenju obletnic prve in druge svetovne vojne, smo se pomerili v kvizu o koncentracijskih taboriščih ter sodelovali na natečaju veteranskih in domoljubnih organizacij spominska obeležja pripovedujejo. Maja in junija naj bi se sicer že pripravljali na počitnice, vendar, a to spominja na počitnice? Strateški dialog z Evropsko komisarko Violeto Bulc, festival sodobne umetnosti mladih transgeneracije, državno tekmovanje v šolskem plesnem festivalu, posamično tekmovanje v atletiki, literarna delavnica s francoskim pesnikom Pierrom Soletjem, orfomanija, državno iz kemije, humanitarne akcije, projektni dnevi, pomladne ustvarjalnice, šport in špas in še in še. Temu tako rekoč ni videti konca. Očitno smo bili zelo zanimivi tudi za veleposlanika Finske, ki nas je obiskal ter se z nami pogovarjal o aktualnih dogodkih doma in po svetu. Dijaki zbirnega predmeta študij okolja so potovali v Güssing, v Evropski center za obnovljive vire energije, ostali pa smo se porazdelili med tekmovalce v poznavanju novejše zgodovine, udeležence mednarodne vaje Mura 2015 ali ekologe brez meja. V letošnjem šolskem letu pa je na pobudo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ljutomer delovala gledališka šola, v katero je bilo vključenih 11 dijakov naše šole. Strokovno jih je vodila diplomirana igralka Dunja Zopanec, pripravili so kar nekaj nastopov,
Drugi del gledališke šole je bil usmerjen v pripravo produkcije gledališke igre Butalci, avtorja Frana Milčinskega, katere premiero smo lahko pred dnevi spremljali na odru. In potem smo snemali še filmčke, pripravljali akcije zbiranja papirja, hrane za živali, organizirali ekodneve, si ogledali Picassovo razstavo v Lendavi, tekmovali odbojki na mivki, bili na geografskem taboru pri Svetem Juriju ob Ščavnici, debatirali v nemščini, imeli videokonferenčni pogovor s predsednikom Borutom Pahorjem, bili na tradicionalnem srečanju vrtca v Puconcih, sodelovali na frankofonskem srečanju v Mariboru, se pripravljali na regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa in zasedli odlično prvo mesto, se seznanjali z antično kulturno tradicijo, gostili slepe in slabovidne v okviru projektnih dnevov, pripravljali spominske slovesnosti, bralne značke, plavali, tekli, pomagali Indiji, reševali svet, bili pripravljeni na predstavitve študijev na tržnici poklicev, debatirali, poslušali predavanje Moja karierna pot, opravljali maturo, jezili profesor in pripravili današnjo zaključno slovesnost ob koncu pouka pred dnevom državnosti. Hoj, če je že konec? Letos je na GFML začela delovati gledališka šola, v okviru katere so naši dijaki pripravili gledališko igro Butalci. V letošnjem šolskem letu je na GFML delovala gledališka šola, v katero je bilo vključenih 11 dijakov. Strokovno plat šole je prevzela gospa Dunja Zupanec, diplomirana igralka, ki je za svoje igralske dosežke prejela že mnogo nagrad, zdaj pa svoje znanje predaja tudi drugim. V okviru gledališke šole so pripravili tudi produkcijo gledališke igre Butalci avtorja Frana Milčinskega. Nad predstavo smo bili vsi navzoči zelo navdušeni, prav tako tudi njihova mentorica, ki je ob koncu predstave celoletno delo v skupini povzela z naslednjimi besedami. Zelo sem zadovoljna. Super so se zbrali, super so naredili, kar smo se zmenili. Ene stvari so jih presenetile, pa so vseeno kot profesionalci odreagirali na njih. Tudi jaz sem, pa mislim, da publika tudi. Še mene so nasmejali, pa sem jih gledala zdaj že na vsaki vaji. Na začetku je bilo malo treme, potem pa se je vse umirilo in je bilo enkratno nastopati. Volitve, drugi krog, drugič! Edino, kar nam manjka, je grb. Na začetku smo se lotili umetniške besede, torej interpretacije umetniškega besedila, v drugem delu pa smo se spoznali še s kreiranjem vloge. Pri obeh delih pa je bil bistven poudarek na skupinskem delu, saj je gledališka dejavnost skupinska dejavnost, kjer smo vsi toliko močni, kolikor je močan najšibkejši člen. Vsi skupaj smo predstava. Predstava nam je odlično uspela, pa mislim, da je tudi občinstvo bilo navdušeno. Ponedeljek 22. junija sta ravnatelj GFML Zvonko Kustec in županja občine Ljutomer magistra Olga Karba uradno odprla most čez reko Ščavnico. Most, ki sedaj povezuje park Rudolfa Maistra in pot do gimnazije, bo služila predvsem nam, dijakom in dijakinjam, ki se v Ljutomer pripeljemo z vlakom in imamo tako omogočen lažji dostop do šole. Ravnatelj je ob tej priložnosti v imenu gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer županji podaril sliko, ki jo je naslikala nekdanja dijakinja Petja Kolenko, ter se je zahvalil za izvedbo projekta, županja pa se je zahvalila ravnatelju, profesorjem in dijakom ter dijakinjam ter poudarila izvrstno sodelovanje med občino in gimnazijo. Mislim, da je to za občino Ljutomer in za gimnazijo seveda velika pridobitev. Še posebej sem vesela, ker se tega veselijo dijaki, ki dnevno migrirajo k nam v našo občino, brez katerih si seveda ne predstavljam naše uspešne gimnazije. Še posebej je ta brv zelo čudovita zaradi tega, ker vodi skozi naš drugi zelo lep urejen
park, tako da verjamem, da tukaj seveda dijaki tudi dobijo kakšne nove navdihe, ideje, katere mi bodo zaupali v prihodnjih letih, da bomo spet ušpičili kak dober projekt skupaj. Ravnatelj županja in ena izmed dijakinj so nato prerezali trak ter most tudi uradno predali svojemu namenu. V začetku maja so v Ljutomeru ob Domu kulture postavili montažni objekt, namenjen predvsem godbi, in ta je svojo končno podobo dobil s pomočjo dijakov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki obiskujejo izbirni predmet likovno snovanje pod mentorstvom profesorice Tanje Trebalič-Ropert. Z grafitiranjem so objekt polepšali in mu dodali nekaj živih barv. S polno mero domišljije so mu nadeli tudi ime, ki združuje namen in izgled objekta. Poimenovali so ga kar Kul Kišta. Zelo sem bila vesela, ko sem videla slike, preden sem prišla, sem se pozanimala in sem videla, kako lepo ste ga poslikali, kar seveda pomeni, da je objekt prirasel k srcu tudi vam in da ga bodo tudi dijaki verjetno koristno uporabljali še tudi naprej. V ponedeljek 22. junija sta Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in občina Ljutomer v okviru kulturnega maratona Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pripravila otvoritev Kul Kište. Zbrane sta najprej nagovorila županja občine Ljutomer Olga Karba in direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti Igor Teršar. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo Julijana Bizjak-Mlakar, ki je tudi slavnostno odprla objekt. Ob zvokih pihalnega orkestra kulturnega društva Ivan Kavčič Ljutomer, ki bodo godbeni dom tudi uporabljali, so si vsi zbrani lahko gledali na objekt. V okviru kulturnega maratona so nas ponedeljek 22.6.2015 obiskali predstavniki iz različnih kultur. Tibetanske, arabske, hrvaške, španske, ruske, romske, madžarske in perujske. Spoznali smo njihov jezik, kulturo, pisavo, kulinariko, ples, narodne noše, glasbo ter šege in navade. V sklopu obiska smo izvedli tudi projekt Posluh, v katerem smo se dijaki srečali z drugačnostjo in se je učili sprejemati. V arabski delavnici so predstavili arabski jezik in države, ki ga govorijo, in dijakom se je zdel jezik zelo zanimiv. Za arabski jezik smo pa pokazali naš arabski jezik za otroke, za študente, in da so imeli malo bolj slike o arabščini, katera država govori v arabščini. Je bilo zelo dobro. Moram povedati, da otroci so bili zelo odprti za ta jezik in so razumeli, da študenti so odprti, več so blizu sveta. V ruski delavnici pa so izdelovali modele ruske tradicionalne lutke, kot so jih nekoč oziroma še jih izdelujejo na podeželju. Izdelali smo 3 modela, tako da mislim, da so bila dekleta kar zadovoljna, vse so se potrudile, tako da je bilo kar zanimivo. V španski delavnici so predstavili Španijo, njeno kulturo, tradicionalne jedi. And now we are just cooking, so like a Spanish traditional dish. We are trying to cook here. Predstavniki so dijakom želeli v danem času približati čim več stvari. V hrvaški delavnici je Hrvaška etična skupnost iz Prekmurja predstavila svoje delovanje in celoten boraško skupino. Predstavili smo ručne radove, predstavili smo tamburašku sekciju i predstavili smo sve ono što naše društvo ima u Pomurju. I došel je profesor hrvatskog jezika koji radi u Sloveniji, predaje hrvatski jezik. Danes imamo delavnica malo iz Južne Amerike, iz Peruja, tako da smo imeli zelo lepo, smo učili, kako se dela z bambus in glasbilo, tako da bilo zelo lepo. Predstavniki živijo v Sloveniji že 20 let in imajo v Negovi svoj dom, ki se imenuje Center Matere Zemlje. Pača Mama Center in ste vse povabljeni, da vidite, kako se da z narava živeti. Ideja medkulturnega dneva se je rodila, ko smo v medijih prebirali o težavah z migranti in begunci, ki bežijo tudi čez naše ozemlje. Nekaj se jih ustavi tudi pri nas in začnejo z nami živeti. Ideja je bila, da bi dijakom GFML približali te drugačne tuje etnične skupine oziroma kar drugačne ljudi z drugačnimi potrebami in da bi s pomočjo delavnic poskušali rušiti stereotipe oziroma širiti to razumevanje in da bi lažje sprejemali tujce pač tam, kjer živimo.
Na tem projektu smo bili vsi dijaki zelo navdušeni, saj smo se naučili veliko zanimivega in doživeli nekaj novega, kar nam bo v življenju gotovo koristilo. Dijaki drugih letnikov predšolske vzgoje so v sredo 10. junija izvedli naravoslovne delavnice za otroke iz vrtca. Tako so otroci s pomočjo dijakov lahko izdelali avtomobilčke, kaleidoskop, lizike ter opazovali žuželke pod mikroskopom. Današnja tema je recikliranje in sicer izdelujejo iz plastenk avtomobilčke na zrak, potem delajo lizike in pa seveda pogledajo so si nekaj žuželk in pa hroščkov iz našega šolskega laboratorija. Delavnice so potekale v 2 delih od 9 do 12. Med posameznimi delavnicami so se otroci lahko zabavali z raznimi igrami. Najbolj pa so se navdušili nad lizikami ter medaljami, ki so jih prejeli ob koncu delavnic. Zato, ker so oni zelo nedebudni in pravi mladi raziskovalci. Dijaki 2. VA razreda smo imeli videokonferenco s predsednikom države Borutom Pahorjem ter Trkajem. Na konferenci je sodelovalo 10 šol. Trajala je 1 uro. Najprej smo čas lahko izkoristili za pogovor s predsednikom. Največ naših vprašanj se je navezovalo na njegovo šolanje in mladost. Tudi sam je postavil razna vprašanja, zato je pogovor lepo stekel. Naslednje pol ure je potekalo bolj sproščeno, saj smo se pogovarjali s Trkajem, ki je pisec besedil, novinar, popotnik, 2-kratni slovenski zmagovalec v freestyle battlu in diplomirani teolog. Izvedeli smo, da na svoje učence gleda kot na prijatelja. Predstavil nam je svoj način pisanja besedil. Nekatere šole so tudi same pripravile krajši rep za gosta. Na naši gimnaziji smo se poklonili umetniku 20. stoletja Pablu Picassu. Poleg tem, v katerih ga omenjamo pri pouku, smo se z njegovim načinom dela poigravali v delavnici Slikati kot Picasso, njemu pa smo posvetili temu slikarskega natečaja minulega leta. Letos smo se z likovnimi navdušenci in talenti, ki obiskujejo izbirni predmet likovno snovanje, odpravili na ogled razstave v Lendavo. Razstava je na ogled na Lendavskem gradu in ponuja vpogled v preko 100 grafičnih del umetnikov, ki so ustvarjali v počastitev Picassove 90-letnice. Med razstavljenimi je 42 originalnih Picassovih grafik, ostala so dela njegovih svetovno znanih sodobnikov, Joana Miroja, Andija Warhola, Roya Lichtensteina in drugih. Dijaki so si razstavo ogledali z navdušenjem, povprašali pri posameznih delih o tehniki izvedbe, si vzeli dovolj časa za tista dela, ki so jih najbolj prepričala in ustvarjali lasten odnos do umetnin. Dijaki 1., 2. in 3. letnikov obeh programov smo se v okviru športnega dne odpravili v Pustolovski park na Bukovnico. Tam so nas sprejeli 3 fantje, ki so nam predstavili varnostno opremo in nam pokazali, kako se uporablja. Ko smo usvojili osnove plezanja, smo se podali na najlažjo progo. Preizkusili smo se lahko v 5 različnih poteh, ki so razvrščene po zahtevnosti. Na poti je 58 različnih elementov, ki jih je potrebno premagati. Naše plezanje se je končalo po napornih 2 urah in to brez poškodb. Prostovoljstvo na naši šoli poteka že vrsto let. Letos smo to aktivnost nadgradili. V sodelovanju s Splošno knjižnico in Domom starejših občanov Ljutomer smo začeli novi projekt medgeneracijskega branja. Dijaki so v sklopu OEV ob torkih obiskovali starostnike in brali tako imenovane pravljice za odrasle in se z njimi družili ter jim posvečali svojo pozornost. Združenje slovenskih knjižnic bo naš projekt predstavilo kot vzorčni, kot primer dobre prakse, s pomočjo katerega bodo skušali ohraniti obstoj lokalnih knjižnic. Dijaki so vzpostavili stik s starejšimi, preko druženja pridobili nove izkušnje, predvsem pa postali aktivnejši bralci, saj so bili pogosti obiskovalci knjižnice. Knjige so si namreč morali poiskati sami in jih brati na glas. Preko projekta so dvigovali tudi socialni in kulturni kapital. Na naši šoli smo izvedli geografski tabor za dijake 3. letnikov, ki so kot izbirni predmet na maturi izbrali geografijo. Pri Svetem Juriju ob Ščavnici smo upravljali terenske vaje, ki so obvezni sestavni del mature. Pridružilo se je tudi 6 učencev tamkajšnje osnovne šole.
Spoznali so preproste metode raziskovanja stoječih voda, prsti, značilnosti krajevnega vremena ter značilnosti naselj. Terensko delo je oblika pouka, kjer dijaki razvijajo sposobnosti za neposredno in posredno opazovanje naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov v pokrajini. Na ta način teoretična znanja prepletajo z metodami opazovanja, analiziranja in sklepanja. Na taboru so se dijaki in učenci naučili veliko koristnega, ki so ga pridno združili s prijetnim. V prostem času so se pomerili v športnih igrah, večer pa so popestrili z ogledom uspešnega dokumentarnega filma Prleške Atene. Tudi tokrat so bivali na osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščanici, kjer so jim prijazni gostitelji nudili prehrano in zanimivo nočitev v telovadnici. Prav slednje bo ostalo dijakom v trajnem spominu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, to je bilo vse za danes v oddaji Aktualno na GFML. V našo družbo pa vas vabimo spet prihodnje šolsko leto. Spremljate pa nas lahko tudi na naši spletni strani www.gfml.si. Pa lepe počitnice. Adijo! Adijo!